Za južni most, ki je zaprt za tovorni in avtobusni promet in ima precej dotrajano povozno površino, je občina od Zavoda za varstvo kulturne dediščine tik pred novim letom dobila konzervatorski načrt za njegovo obnovo, pojasnjuje tamkajšnji župan. Sicer tako na hitro to ne gre, da bi zdaj šli kar podred pa novega delati. Moramo pripraviti material, vemo, da je to težko dobiti. Pohta hrastov les za te mostove je problem. A so že našli rešitev, ki pridobiti za obnovo potreben les. Tako da smo potrudili, da bomo to iz svojih gozdov, ki jih občina ima nekaj že v vlasti, ta material pridobili postopoma. Za ta čas bi premostitveni pa seveda probajo še kako leto te obdržati. Ne. Konzervatorski načrt za južni most je Zavod za varstvo kulturne dediščine izdelal brez plačila. To je se da v vsakem primeru jim zahvaliti. Ne. Seveda mi pričakujemo, da nam bojo še za severnega naredili, tako kot za tega in za Tertijalski most. In ko se bomo lotili, bi te vse tri mostove potem zgradili nove, ne vse naenkrat, ampak postopoma. Čeprav natančnih ocen še ni, pa je jasno, da bo obnova vseh treh mostov vse prej kot poceni. Vsi trije mostovi je preko 1 milijon evrov, sigurno, 1 milijon 200. Letos v proračunu sicer za popravilo mostov namenjajo dobrih 40 tisoč evrov. Vendar so v ta znesek vključeni tudi stroški odstranjevanja naplavin. Zadnje je občina že odstranila. Glejte, vsako leto se to samo povečuje. To če pred 5 leti ni senca bilo temu, ko je danes čisto v vsakih padavinah, so mostovi zabiti s tem drevjem, ki ga podirajo bobri. Vsaj 15krat ali pa 20krat na leto je treba to čistiti. Kar za turistično občino, ki si takšne podobe smetmi ne sme dovoliti, ni zanemarljiv strošek, dodaja župan, ki se hkrati zaveda, da odprava tovrstnih zagat vendarle ni enostavna.